Lahko bi čakali, da mobilnost starejših na podeželju uredi država, a s tem bi se bistveno zmanjšala kakovost življenja 1000 starostnikom, ki uporabljajo storitev brezplačnih prevozov, ki jih organizira Zavod Sopotniki. Situacija je taka, da trgovine so se umaknile v mesta, tam so nakupovalna središča javnega prometa, ni obstaja šolski avtobus, nekaterega pa starostniki nimajo vstopa in velik delež je takih starostnikov, ki nimajo vozila, nimajo izpita, so vdoveli in zato nimajo več možnosti mobilnosti. Dopoldan nima nobenega prevoza, Največ starostnikov uporablja storitev Zavoda za zdravniške preglede in terapije, vse pogosteje pa jih kontaktirajo tudi za srečanja s starimi prijatelji ali obiske kulturnih prireditev. Da storitev dobro funkcionira, je potrebno sodelovanje različnih deležnikov v lokalni skupnosti. Od občin do ustanov, ki jih starostniki uporabljajo, do storitev, ki jih starostniki uporabljajo, do civilnega prebivalstva, ki se priključijo kot ali uporabniki ali pa kot prostovoljci. Tako da vsa ta veriga se mora ujeti za to, da storitev Zavoda Sopotniki zaživi. Zavod je od ustanovitve razširil svoje delovanje že v 10 slovenskih občin, ki so prepoznale nujnost vključevanja starostnikov v družbeno življenje. Moram reči, da smo zelo zadovoljni tako mi s sodelovanjem Zavoda, kot tudi odzivi uporabnikov in tudi statistični podatki kažejo, da gremo v pravo smer. Da storitev prevoza starejših nemoteno deluje, so v Zavodu razvili lastno informacijsko infrastrukturo. Ta aplikacija je čisto prikrojena dejanskemu dnevu na terenu. Tam imajo pregled posameznih rezerviranih prevozov z enim klikom, ko izberejo prevoz, pa dobijo povezavo do klicanja tega starostnika. Z enim klikom lahko pokličejo koordinatorja in z enim klikom odprejo navigacijo do mesta, kjer poberejo starostnika oziroma kamor ga peljejo ali kamor se vozijo. Zelo sem zadovoljna z njim. Prvič, njihov odnos je zelo korekten. Upoštevana so vsa pravila, veste, prijazni so, strokovni so, tako da mi je dejansko uživo. Morda je prav to razlog, da pri prevozih starostnikov sodeluje preko 100 aktivnih prostovoljcev šoferjev, ki vsak mesec podarijo 800 ur svojega časa in udejanjajo moto Zavoda Človek človeku sopotnik.